Danes ima naša veteranska organizacija, to je Zveza veteranov vojne za Slovenijo, svoj letni zbor. To je vsakoletni dogodek, pred katerim se na slavnostnem delu le-tega spomnimo vseh, ki so se v kateremkoli obdobju zgodovine slovenskega naroda zanjo borili in tudi umirali. Borili z orožjem, borili s knjigo in besedo, ter včasih tudi umirali s pestmijo na ustih. To herojstvo v uporništvu je ohranilo slovenski narod do današnjih dni in tako je ta narod v začetku 90-ih let minulega stoletja postal nacija in imeli smo samozavest in ponos in kot takšni smo se v zadnjem dejanju tega zgodovinskega loka postavili v bran slovenskega naroda in skupaj z njim ustvarili novo, lastno in samostojno državo. Kmalu bo minilo 30 let od opisanih dogodkov. V vseh minulih letih smo se trudili ohraniti spomin na takratne zgodovinske dogodke, kajti to je del našega poslanstva. Niso nas omajale vse delitve in poskusi razbijanja naše organizacije. Ne v minulih letih in tudi ne danes. In zato sem ponosen, da lahko predsedujem organizaciji, katere člani se ne sramujejo svoje zgodovine, jo ne potvarjajo in ne prilagajajo vsakokratnim strankarskim interesom in so še danes samozavestni in ponosni na svoja dejanja in le samozavestni ljudje in tudi samozavestne države nimajo težav s sprejemanjem vseh plati svoje zgodovine. Del naših odgovorov na vsa vprašanja in vsa potvarjanja ležijo na tej mizi tu ob meni. To so knjige, zborniki, bilteni in drugi urejeni zapisi nastali v zadnjih 2 letih. Tu so simboli, o katerih sem govoril. Knjige, orožje in nacionalni simbol, naša trobojnica. Nismo mogli razstaviti vseh spominskih obeležij, postavljenih na trgih naših mest, pročeljih hiš, katerih so zavedni ljudje hranili orožje, mesti, kjer so se odvijali spopadi med enotami teritorialne obrambe in jugoslovanske ljudske armade. Seveda ob tem mislim tudi na naše kolege in prijatelje iz takratne milice, ki so prav tako sodelovali in imeli pomembno vlogo v osamosvojitveni vojni. Spoštovani, dovolite mi še zahvalo najprej vsem vam, vojne veteranke in veterani, za vaše delo v naših organizacijah. Hvala Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije in Slovenski vojski za vso podporo, ki nam jo nudite kljub zahtevnim pogojem, v katerih delate. Hvala županom in lokalnim skupnostim za vso pomoč, ki nudite našim organizacijam. In na koncu hvala prijateljem, kolegici in kolegom iz Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije. Hvala za vso pomoč in medsebojno podporo in naj bo to sodelovanje tako plodno tudi v prihodnje. Hvala lepa.